kako to leti. Čelado sem pozabil, materi huda RS. Se spominjate, ko so nas v šoli učili, da nevarne živali običajno že svojo barvo nakazujejo, da z njimi ni šale? Recimo močerat, ki je črno-rumen in vam lepo daje vedeti, da je strupen. Tudi ta Megane RS je črno-rumen, ker je strupen. Tole je eden najboljših hot hatchov na trgu. Če me ne slišite dobro, je to zaradi pihanja turbine. Renault svoje znanje s prvenstva Renault Cup zelo uspešno prenaša tudi na civilne avtomobile in zato je tale Megane RS odličen. Včasih se mi zazdi, da mu manjka samo še varnostna kletka, pa bi bil naravno za nadirko. Sedeža sta itak že prava in omogočata namestitev 5-točkovnega varnostnega pasu. Ni najlažji avtomobil zalezti ven iz njega. 5 stopinj je zunaj, pa je meni vseeno pošteno vroče. Takšen bolet je na cesti zelo težko popolnoma izkoriščati, zato sem se pripeljal raje sam, v lesceno letališče, kjer mi je in mi še bo tale RS dal vetra. 195 kW oziroma 265 konjev, torej 15 več kot pred prenovo, pomeni, da se takšen RS do 100 km/h izstreli v 6 sekundah. Ok, seveda obstajajo precej hitrejši avtomobili, ampak bistvo takšnega Megana sploh niso pospeški. Bistvo so zavoji. Podvozje je tako trdo, kot bi sedel na leseni deski s koleščki. Nagibanja sploh ni, lega pa je ravno zato vrhunska. Pri Renaultu svoje delo res vrhunsko obvladajo. Zapora diferenciala spredaj deluje tako odlično, da tork stira oziroma odvečnega navora na kolesih skoraj da ni čutiti. Lega, kot sem rekel, kot po tračnicah, tisti ovinek za menoj ima 90 stopinj, pa sem ga brez težav prevozil pri 100 km/h in tudi pred dnevi, ko je bila cesta zelo namočena, je bil avto povsem umirjen, civiliziran. Na misel mi ne prije prav noben tekmec, ki bi bil dirkaško tako zelo popoln. Leon Cupra R je sicer enako zmogljiv, ampak bistveno mehkejši in zato počasnejši v zavojih. Civic Type R podobno trd in agresiven, ampak ima bistveno manj moči. Dejansko Focus RS. Focus RS mu je še najbližje, pa še boljši zvok ima kot ta Megane. Na ravnem in lepem letališču seveda gre, tudi če je avto trd. Grem pa pogledat, kako se bo obnesel na navadni cesti. Izbral sem eno, ki je v Sloveniji sigurno najbolj pogosto nasejana z ležečimi preprekami. Škatlo jac bi takoj razbil. Hrbet. Če vam je Megane Coupe všeč in bi hoteli imeti malce bolj zmogljivo verzijo s takšnim agresivnim izgledom, vseeno dobro premislite. Tole je avto za entuziaste, za tiste, ki bodo to trdoto prenašali tudi na razrukanih slovenskih cestah. Sam sem eden takih pacientov, ki v tem uživajo, morate pa vedeti, da to ni ravno običajni Megane in da boste iz njega težko lezli ven, predvsem pa, da vas bo povsod fino rukal. Zato pa vam nikoli ne bo težko vstati ob 6 zjutraj, kot sem to moral danes storiti jaz, da se boste z njim pošteno zapeljali. Zato grem nazaj v lesce, se še malo znoret. Orožje imam pravo.